Dobrodošli na današnjem posebnem dogodku Pozdrav Ajši, kjer slavimo izjemne dosežke nadarjene košarkarice. Veseli smo, da ste se nam pridružili v tako velikem številu in seveda, da ste se pridružili v čast Ajši Sivka, mladi košarkarski zvezdnici, ki s svojimi uspehi krepi ugled Slovenije in slovenskih konic v svetovni košarki. Ajša Sivka je bila namreč tudi na naboru za žensko različico lige NBA v prvem krogu izbrana strani ekipe Chicago Sky. Bravo! Zahvala gre tudi vsem pokroviteljem, ki so omogočili današnji dogodek. Generalni pokrovitelj GMI Gradje Marguč, srebrni pokrovitelj Senčila Senica Tepanje, k dogodku so pristopili tudi občina Slovenske Konjice, Zavod za šport Slovenske Konjice, podjetje Isokon in za medijsko podporo sta poskrbela Novice in Radio Rogla. Ajšina zgodba je zgodba o talentu, disciplini in globoki povezanosti z družino, strasti do košarke in odličnosti. In danes smo tukaj, da častimo ne samo njene športne dosežke, temveč tudi zgodbo o predanosti, disciplini in navdihu, ki nagovarja nas vse. Ajša Sivka je tista, zaradi katere se bomo gotovo zbujali sredi noči, oblekli navijaške rezultate oziroma rekvizite in se pred TV-jem tudi o 2:30 zjutraj drli in navijali na polno. Z bučnim aplavzom prosim pozdravimo Ajšo Sivka, ki jo zdaj vabim, da se mi pridruži na odru. Ajša, dobrodošla. Zate smo tule pripravili poseben prestol, tako da se kar usedi in še seveda zate posebno lento z nekaterimi tvojimi dosežki, da bomo seveda vsi vedeli, kako se zadevi streže. Evo ga, takole. Kraljica je na prestolu. Povej, kako se počutiš na vročem stolu? Pa ni tako slabo. Ni tako slabo in danes definitivno ne bo slabo, Ajša, ker smo tukaj vsi, ki radi navijamo zate in ki verjamemo vate. Da pa smo seveda lahko prišli do tega trenutka, se je zgodilo v tvojem življenju in športni karieri že marsikaj zanimivega in neverjetnega. Danes se bomo sprehodili skozi tvoje življenje, Ajša. Pravzaprav bodo tvojo košarkarsko pot opisali tisti, ki so te podpirali in spremljali na tvoji poti. Ajša je začela igrati košarko zaradi močne povezanosti z očetom Boštjanom, nekdanjim košarkarjem, njenim vzornikom. Prav on je tisti, ki jo je spodbudil k igranju. Sta pa povedala starša, da jo je praktično odkar je shodila spremljala košarkarska žoga. Na košarkarski poti so jo podpirali, učili in pomagali mnogi, ki jih bomo videli in slišali tudi danes. Prvi danes pa bo starešina konjiške košarke. Človek, ki zna že v otrocih videti velik košarkarski potencial. Na odru dobrodošli Milan Vodnik. Milan, kakšna je bila Ajša kot rosno mlada košarkarica? Ajša, jaz jo poznam že od rojstva, moram reči. Ko je prišla na igrišče, suhljata, drobna deklica, ni kazala na to, kar je dosegla zdaj. Ampak v njej je bilo nekaj posebnega. Imela je neko željo, ni bila popustljiva, zagnana, zelo dobro vladala žogo. To se pozna, ko je hodila na tekme, gledati očeta še prej. In moram reči, da takrat še nismo vedeli, ne moreš ti vedeti tudi naprej, kakšna bo njena kariera. Ampak bila je nekaj več, bila je v košarkarski šoli Miki Šport, potem je hitro šla v ženski klub, ker se je poznalo že poznaj tudi v kasnejšem času. Kakšno mero navihanosti je pokazala Ajša še kot mlada košarkarica? Ajša kot vsi otroci. Bili so navihani, ti začetki treniranja niso še tista prava košarka. To so pač neke igre, malo heca, čas se moraš tudi ti kot trener spustiti na njihov nivo, biti otroči, kar sem še tudi danes, tako pravi moja žena. In to so bili pa so neki znaki, da bo neka naredila, da je nekaj več v njej, no. Pač dobiš kot trener takšen občutek. In kaj lahko danes, Milan, rečete Ajši? Ja, jaz bi rekel, Ajša, takole, veliko si dosegla, veliko te še čaka. In padci in sponi.
Jaz ti želim na tvoji poti, v tvoji karieri, da uspeš. Želim ti čim več uspehov. Vsi te podpiramo, ko te poznamo, tudi ostali. Naredila si nekaj za slovensko žensko košarko, kar zadnja leta malo upada. In želim ti vse najboljše. Zahvalil bi se pa tudi tvojemu očetu Boštjanu in nami, Špeli, ker vem, da te podpirate celo življenje. Uživaj v igri, ta pot je nova, prineslo bo veliko novih stvari, ampak ko padeš, se boš pobrala. In nikar ne upaj in nikdar ne pozabi, kdo si in odkot prihajaš. Vse najboljše. Najlepša hvala, Milan Vodnik. Hvala, vseh super. Ajša Sivka je že v drugem razredu pokazala ogromno potencijala. O tem bo več povedal Robert Matevžič, danes selektor ženske reprezentance do 18 let, ki bo z nami na zaslonu. Zdravo, Ajša. Žal mi je, da me danes ni na tvojem sprejemu, vendar so me prosili, da povem par besed o najnih začetkih. Vse skupaj se je začelo v drugem razredu osnovne šole, na košarkarski šoli Miki Šport. Kasneje pa so se najne poti združile tudi v ženskem košarkarskem klubu Konjice ter na različnih reprezentančnih selekcijah. Bom rekel, da že v drugem razredu osnovne šole si kazala izreden potencial, izredno željo, da postaneš košarkarica. Kasneje v klubskih selekcijah si ta svoj potencial samo nadgrajevala, bila si praktično iz treninga v trening boljša košarkarica. Tvoja zmagovalna miselnost, želja po zmagovanju, želja, da zmagaš praktično vsaki vaji, te pripeljala do tega, kar si zdaj. Verjamem, da je to šele en začetek novega poglavja, začetek tvoje kariere, ki je že do zdaj več kot uspešna. Vendar verjamem, da boš v ženski NBA ligi predstavljala sebe, svojo družino, svoj kraj, svojo državo v najboljši možni luči. Verjamem, da ti bo uspelo. Moram ti povedati, da smo vsi neizmerno ponosni na tebe. Ajša, only sky is your limit. Hvala, Robert. Ajša, povej nam, kako je bilo v tistih časih. V osnovni šoli ste punce veliko klepetale na parketu ali se niste nič s tem ukvarjale? Zelo veliko, pa tudi zelo veliko smo bile kaznovane za to. Aha, kaznovane? Kako? Ja, kak poligon, kake šprinte. Ja. Odlično. Torej, zaradi tega so bili trenerji takrat najbolj hudi. Ja. Odlično. Trenerji seveda prenašajo svoje znanje na igralke in enako je tudi v ženskem košarkarskem klubu Konjice počel tudi Stojan Fink, ki ga zdaj vabim, da se nama pridruži na odru. Stojan, kakih dodatnih krogov, pa povej, kdaj, Stojan, ste opazili, da je bila nekako košarka Ajši najbolj pisana na kožo? Ja, v glavnem Ajša, ki je prišla v klub od Miki Športa, moram povedati, da je bila zelo pridna. Takrat je bila še precej manjša od mene, ampak se je pri vsaki vaji res trudila na vsakem treningu. Tudi na tekmah smo imeli pač tihi dogovor, da Ajša ni igrala na koš. Na vsaki tekmi, ko smo pač mi vodili z malo večjo razliko. In takrat sem bil res ponosen, da me je kot 11-letna punca razumela, da če hoče sama najbolj napredovati, mora pomagati tudi ostalim svojim igralkam, da so tudi one napredovale. Če so one napredovale, je tudi lahko Ajša napredovala. Seveda med nama pač ni bilo vse v teh 2 letih, koliko sem jo imel dobro. Moram povedati, da mi je veliko grdih pogledov dala, predvsem ko smo se učila z levo roko. Ja, in moram povedati, da pametnejši od neha in to ziha nisem bil jaz. Tako da Ajša, tako vsi pravijo, sky is the limit, Chicago sky is your limit, ampak jaz mislim, da ne pozabi, da Konjice so zihar zakon. Želim ti srečno na nadaljnji poti, pa bodi tako, ali si bila vsa te leta, koliko te poznam, se nisi spremenila in si ena redkih, zelo redkih, bom rekel, igralk ali pa igralcev, ki se res niso spremenile od, bom rekel, od 11. leta pa do 20. ko bo. Bravo, Ajša. Najlepša hvala, Stojan Fink. Ajša,
A se spomniš, koliko časa si v tistih letih prebila pod košem na ulici Toneta Melive, ker tvoja mami Špela je rekla, da si bila tam praktično non-stop? Ja, cele dneve v bistvu. Domov sem prišla samo za kosilo, pa pač, ko je bila tema, je bil dogovor, da grem nazaj gor. Vidite, in to je tista predanost, zaradi katere smo danes lahko tu. Ajši Sivka pravzaprav noben šport ni predstavljal težav. Nekaj časa je bila tudi pri konjiški atletski šoli, zanimala jo je atletika, že od prvega razreda pa seveda tudi košarka na osnovni šoli pri Urški Groleger. In punce so bile odlične, tudi državne prvakinje. Velike uspehe so nizale z ekipo ženskega košarkarskega kluba Konjice, kjer so dosegle tudi 3. mesto na U14 in prav tako mini pokal deklet U13, kjer so zasedle 3. mesto, zaključni turnir U13 3. mesto leta 2018, Slovenija Ball U14 3. mesto leta 2019, potem še Slovenija Ball U14 2. mesto v Slovenj Gradcu. Ajša je bila stara samo 13 let, ko je že zaigrala za slovensko reprezentanco. In največji uspeh? Slovenske košarkarice do 18 let so julija v Koni v Turčiji postale evropske prvakinje in za najkoristnejšo igralko turnirja so razglasili Konjičanko Ajšo Sivka, ki je bila kot ključna igralka seveda pomembna, da je Slovenijo pripeljala do zgodovinskega zlata. Ajša je slovenske barve branila tudi na domačem članskem evropskem prvenstvu, ki so ga igrale Slovenke, končale sicer s 3 porazi. S svojim klubom, italijansko ekipo Familia Šio, je sodelovala še na finalnem turnirju Eurolige v Pragi in se veselila 3. mesta. Slovenski dres je znova oblekla jeseni v prvem ciklu kvalifikacij za evropsko prvenstvo, takrat že leta 2025. Vemo, da je prednost pri košarki definitivno višina, Ajša, in ti si visoka 1,92 m. Najbolj pa se je potegnila, koliko smo po zgodovini pogledali, ravno med 8. in 9. razredom, ko sta bila tudi starša Boštjan in Špela presenečena. Kako so to novo višino in njeno igro ter trdo delo doživljale soigralke v ŽKK Konjice, bo zdaj povedala soigralka Katja Klančnik. Katja, dobrodošla. Katja je povedala, da je imela pripravljen 14-minutni govor, ampak smo ga mogli skrajšati na 3 minute. Katja, kaj je bila že takrat Ajšina največja vrlina? Ajša, zdravo, po dolgem času se vidimo. Jaz sem Katja, bivša igralka ŽKK Konjic in z Ajšo smo v bistvu ful kratko časa igrali skupaj. Med nama je namreč 15 let razlike. Ampak jaz zdaj, ko smo imeli priprave na ta govor, jaz sem se večkrat rada pohvalila. Jaz sem tista, ko poznam Ajšo še iz časov, ko še ni bila tako dobra, kot je danes, ne? Ker ona je bila v bistvu, mislim, da stara 13 let, ko se je priključila treningom članske ekipe. In mi smo kar več let poslušali o njej, od Robija, Stojana in vseh ostalih trenerjev. Ko bi vi vedeli, mi imamo Ajšo Sivko, to je največji talent, ona bo prišla k vam trenirati, vse vas bo razturala. No, pa je prišla. In takrat smo bile mi približno še isto velike, jaz sem še bila kakšen centimeter manjša od nje, mislim, večja od nje. In igrali smo približno isto pozicijo, pa smo se pokrivali, smo bile sparing partner na treningih, ne? Pa jaz sem bila boljša, priznam, ne, še takrat. Ajša se je skrivala, ni si upala šutnati, ko je bila sama, ni šla na prodor. V obrambi se je sicer trudila, sam še ni imela tisti moči, ne? Se ne smemo pozabiti, ona je bila, mislim, da stara 13, 14, jaz pa 29, tako da to je kar razlika, ne? No, in potem sem jaz zanosila in sem šla na porodniško. In jaz sem mislila, da bom zaključila košarkarsko kariero, pa sem se vrnila po 1 letu, torej decembra 2020. Takrat pa je Ajša že bila stara 15. Ja, ne? Ja. 15 let in takrat je že ona lahko igrala za člansko ekipo. To pomeni, da smo mi dve začele malo bolj skupaj trenirati. In ko bi vi vedeli, kak je bilo ta moja vrnitev na treninge proti Ajši, nič več nisem mogla. Jaz sem dobila povprečju 5 do 10 banan na trening. Mene je bilo tako sram, res. Ajša se je ujačala. Vprašajte, kjerokoli soigralko iz tistih časih. Njeni komolci, ko je ona šla v prodor. Tu so njene soigralke reprezentance. Še manj komolce, ko gre v prodor? No, vse sem vedela. To skoke, znala se je zagraditi. Pa preden smo še prej njene podaje, včasih so bile katastrofa. Pač cela dvorana je vedela, komu bo Ajša podala. Res, ko sem prišla nazaj, si še kar, imaš te podajali? Razturala. V 1 letu je bila taka očitna razlika, taki napredek, da jaz sem bila, pa da ne misli, da je mene porodniška ful zmatrala, jaz sem bila še kar dobra, no. V glavnem,
Ajša, to tvoje delo in tvoji uspehi niso tvoje naključje, so ti položeni v zibelko. Jaz se spomnim še, ko sem gledala tvojega očeta, by the way, verjetno ti vsi rečejo, Ajša ima copy-paste šuta Boštjana, isti šut, zelo značilen, veliko zadene. In zdaj v bistvu dosegla si nekaj, kar si jaz sploh nisem predstavljala, da bi si ti lahko kdarkoli dosegla. Z veseljem sem drugo poletje zbujala vsako noč, pa navijala za tebe, za Dončiča se nikoli nisem, za Ajšo se bomo bil vsi, kaj ne? Ja, ne. Kljub temu, da smo v bistvu igrali samo par mesecev skupaj, ne? Videli smo še zmerom v stiku, ko Ajša doseže kakšen uspeh, jaz napišem, ona meni kaj napiše. Tako v bistvu smo ful veliko v stiku, ker ima skozi neke uspehe, ne? Naj to nadaljuje, jaz sploh ne dvomim tebe, noben od nas ne dvomi tebe. Sky is the limit je slogan tvojega novega kluba. Jaz mislim, da je tvoj Sky, oziroma ne bo veliko višji od nas ostalih in z veseljem tem še naprej spremljala, kako podiraš meje in rasteš. Čestitke in hvala, Ajša. Ja, fenomenalno. Hvala, Katja, to je bilo zelo fino. Ajša Sivka, vemo, da je stalna članica slovenske članske reprezentance že od 17. leta. Več o njenem igranju pa nam bo zdaj povedala reprezentantka Zala Friškovec. Zala, dobrodošla. Kaj zanimivega vse se dogaja? Živjo Ajša. Jaz bi v bistvu za začetek sam povedala, da sem zelo ponosna in vesela, ker lahko kdaj povem tako ostalim ljudem, sploh v javnosti, kakšna lepa beseda o Ajši. Mi, da sem se v bistvu spoznala, če se spomnim, 2022 polet, ko je bila ona prvič povabljena k članicam. In jaz se z nje spomnim tako, bila je zelo tiha, mila, nič si ni upala. Mislim, da si pač nič si ni upala, tako ga si že povedala, niti na koš pogledati, niti šutant, niti podati nič. In se mi zdi, da sem takrat v tem času mogoče tudi nek del sebe našla v tebi in sem si nekako bila dolžna ti, tako sem se počutila, da sem bila ti dolžna, da ti pomagam, da sem tam zate, da ti nekako olajšam to situacijo, ker sem bila ista. In ja, vedno to bom mogla povedati, se mi malo zatika. Ajša mi vedno daje tak občutek, da me spoštuje in da me ceni in to vedno pokaže na stojen način, tako da jaz mislim, da s tem pokaže, kakšna oseba je in to zelo cenim. In ja, od takrat se mi zdi, da se vsak dan slišva, ni dneva, ki se ne bi slišale, ni malenkosti, ki se ne bi povedale. Tudi velikrat sem bila pri njih doma, kar Boštjanu ni bilo najbolj všeč, ampak je mami špila mi dovoliti, tako da je vse okej. Če ne pa, Ajša je ena izmed največjih delov, ki jih poznam. Zelo je ambiciozna, vedno tekmovalna, v bilo čem, v šutu, v skydžu, v vsemu. Tako da mislim, da je to najbolj žene, predvsem pa tisto, ki mi je najbolj všeč, pa tisto, kar je dela najbolj posebno, je to, da tudi, ko se zaveda svojega talenta, pa se zaveda, kakšen ima potencial, je na koncu dneva še vedno tako zelo simpel punca. In ja, zelo sem ponosna, da te poznam, zelo sem ponosna na te in sam tako še naprej in vedi tudi, ko bojo kakšni padci, ko bojo, sam pogledaj okoli sebe in jaz mislim, da je veliko več ljudi, kot je danes sam tukaj, ki te spodbujajo pa navijajo za tebe. Tako da, to je to. Zala, najlepša hvala. Ajša Sivka je v zelo kratkem času dosegla ogromno. In to so seveda opazili tudi pri Košarkarski zvezi Slovenije. Zato zdaj na oder vabim direktorja moške in ženske članske reprezentance Mateja Likarja, da nam seveda pove
Kdaj in kako intenzivno so na Košarkarski zvezi začeli govoriti o Ajši Sivka? Matej, pozdravljeni. Zdravo. Tako kot je že Zala povedala, prve članske priprave, v bistvu je bil to en pripravljalni kemp, ki niti nismo imeli uradnega tekmovanja. Je Ajša naredila s članicami poleti 2022, mislim, da je v Mariboru. Takrat smo imeli kar en kup enih zapletov, ko smo imeli novega selektorja, da smo omogočili, da smo bili v istem hotelu pa v isti dvorani. Tudi mlajše selekcije, mislim, da v 20, da jih je lahko George pregledal. Ampak Georgea nismo mogli ustaviti, ne. On je skozi govoril, Ajša mora biti pri članicah, Ajša mora biti pri članicah, čeprav smo mogoče kdaj razmišljali, da bi še kakšno leto bila v mlajših selekcijah, da ne bi imela toliko dvojnih programov. Ampak na koncu, hvala Bogu, je Ajša pokazala, da se to zasluži. Mi smo tudi podprli selektorjevo idejo in danes smo že slišali, kaj je vse dosegla in verjamem, da bo še marsikaj. Zdaj pa, da še zaključim. Rekli so mi, da ne končamo govor z tvojim novim mototom Sky is the limit. Jaz ti pa želim, da niti ne bo tvoja meja, ker verjamem, da lahko greš še više. Najlepša hvala, gospod Likar. Domači kraj je vedno najljubši in vedno nam ostane najbolj pri srcu tudi domači klub. Za Ajšo Sivka je to ženski košarkarski klub GMI Konjice. Na oder vabim predsednika kluba, gospoda Rada Sodina, da pove nekaj besed. Rado, dobrodošli. Spoštovani, hvala, da ste zbrali tako lepem številu. Na gore bi začel z besedami znanega ameriškega vlagatelja. Nekdo danes sedi v senci, ker je nekdo nekoč posadil drevo. Žensko košarko v Konjicah igramo že leta 1968, torej že 57 let. Za trdo delo z najmlajšimi je takrat poprejel legendarni Boris Schmidt Iko. Slovenske Konjice so vse skozi ta leta ženske košarke v Sloveniji in ženske košarkarske reprezentanci dali mlade reprezentantke ter kakovostne trenerje. V Konjicah smo znani predvsem po kakovostnem delu z mlajšimi kategorijami. Prve korake v ženski košarki, ko ste že čuli, opravljata Miki Šport ter gospa Urška Grov-Legar. Urška Grov-Legar je dejansko za spodnjo šolo ob Drevini dosegla že 8-kratni naslov državnih prvakinj. Samo poslanstvo ženskega košarkarskega kluba GMI Konjice je puncam omogočiti spoznavanje osnove športa, zdravo preživljanje prostega časa ter preko športa položiti temelje za nadaljnje življenje. Veliko deklet sedaj uspešnih žensk je šlo skozi naš klub in so sedaj uspešne na najrazličnejših področjih. Hkrati pa je poslanstvo kluba tudi, da tistim najbolj perspektivnim omogočimo košarkarski razvoj. Slednje se posebej izraža v naši Ajši. Ajša je v naš klub prišla v 3. razredu osnovne šole leta 2014, ko je zaigrala svojo prvo U11 tekmo, ter nas zapustila po 7 letih leta 2021, ko je svoje vrste zvabil legendarni francoski košarkar Tony Parker. Kot že navedeno, je bila Ajša letos kot prva Slovenka izbrana v prvem krogu Women NBA za ekipo Chicago Sky, kar je dejansko zgodovinski dosežek ženske košarke. Ajša, se strani ženskega košarkarskega kluba ti želimo, da postaneš evropska zvezda, prav tako tudi preko meje, ter dejansko kažeš svetlo zvezdo vsem puncem, ki bo hodile za teboj. Srečno, Ajša! Najlepša hvala, gospod Sodin. Ajša, zaradi vnaprej načrtovanih odsotnosti se danes tega sprejema ni mogel udeležiti župan Slovenskih Konjic Darko Ratajc, ampak me je prosil, če lahko prenesem tole sporočilo. Draga Ajša, lokalna skupnost podpira in ponosno spremlja tvojo pot.
Tvoji dosežki so navdih za vse nas. Želimo ti še mnogo uspehov na tvoji športni poti, župan Darko Ratajc. In teh uspehov, dame in gospodje, je bilo doslej že mnogo. Že prej smo nekaj slišali, kaj vse je Rado povedal. In leta 2021 je Ajša Sivka, takrat še košarkarica Konjic, odšla v tujino in sicer od Francijo. Od konca poletja je pilila potem svoje košarkarsko znanje pri Akademiji Tonija Parkerja. Ajša Sivka je skupaj z Zalo Šarot istega leta odlično igrala tudi v reprezentančnih dresih na turnirju v Bolgariji oziroma na Portugalskem, s katerimi so nadomestili Evropska prvenstva v mlajših kategorijah in so jo razglasili seveda tudi za najkoristnejši igralki. Leta 2022 je debitirala v ženski članski košarkarski reprezentanci, potem pa 3. mesto v Eurolige za ženske, italijanske prvakinje 22-23, prvo mesto Copa Italija, evropska prvakinja do 18 let leta 2023, pokalne prvakinje z ekipo Familia Šio, potem tudi pokalni naslov v sezoni 23-24, izbrana v ekipo Nike Hoops, to je bilo aprila 2024, in pa seveda podprvakinja Francije z ekipo Tarba je osvojila drugo mesto v francoski ligi LFB. Preden gremo na WNBA, pa vabim, da se nam na odru pridruži slavnostna govorka, tudi košarkarica, in sicer Katja Temnik, nekdaj največja predstavnica kluba ŽKK Slovenske Konjice, tudi kapetanka ženske košarkarske reprezentance. Hvala. Ja, lepo pozdravljeni, Ajša, bravo. Res sem zelo vesela, sploh ker se mi zdi, da tu na Konjiškem se rojevamo športniki, košarkarji, ki premikamo meje. Zdaj, Jure Zdovc, verjetno bo tudi on spregovoril danes kako besedo, je legenda slovenske košarke. On je bil v 80-ih, 90-ih letih edini Slovenec v verjetno takrat najmočnejši evropski reprezentanci v Jugoslaviji. Jaz sem bila prva, ki je po osamosvojitvi dobila pogodbo iz tujine, takrat smo odšle z Daliborko Jokić, no in zdaj imamo Ajšo, ki je v bistvu prva Slovenka, ki je bila takoj izbrana v NBA-ju. Zdaj, jaz bi ti dala skromna dva nasveta, in sicer eden je vezan na šport, eden pa na življenje. Talentirana si, zelo delovna, to si že vse dokazala. Zdaj, ameriška košarka, pa tudi družba tam zahteva še nekaj več. In običajno je treba se kar potruditi, da osvojiš te veščine, v bistvu te sposobnosti, ki jih tam tudi cenijo. In tu bi se navezala na Dražena Petroviča, tudi ena izmed legend oziroma verjetno eden največjih košarkarjev v Evropi, ki je v Evropi osvojil vse, kar se je dalo, potem je šel pa v Ameriko, oral ledino takrat pri Portland Trail Blazersih in ni igral. Se pravi, on je iz velike evropske zvezde prišel sedeti na klop. In spomnim se, da je takrat Danny Ainge, njegov soigralec, mislim kasneje, rekel, enkrat po enem zelo težkem treningu smo šli k meni domov, smo jedli, jaz sem šel počivati, ker smo imeli zvečer spet trening, pa se zbudim, pa vidim Dražena na mojem sobnem kolesu, ko nas ful goni, pa ga gledam pa rečem, kaj delaš? Pa reče, treniram, jaz moram biti pripravljen, ker vem, da ko dobim priložnost, jo moram izkoristiti. In to je res ta ameriški v bistvu rek, I'll be ready and then maybe my chance will come. In Dražen je res dolgo, celo leta čakal na priložnost. In takoj, ko je dobil, jo je izkoristil pri New York Knicks, bil eden najboljših igralcev potem v ligi NBA. Tako da ti samo verjemi v sebe in delaj. In skozi treniraj, kot da igraš 40 minut na tekmo, tudi če mogoče na začetku ne boš, mogoče ga boš. Drugi nasvet je pa vezan na življenje. Življenje je veliko več kot košarka. Jaz verjamem in vem, da ti zdaj košarka pomeni vse, ker vem, kako je meni tudi vse pomenila, ampak enkrat se to konča. In ko se konča, so vsi pokali, medalje, uspehi, naslovi zelo dragoceni.
ampak tisto, kar je pa največ vredno, so pa prijateljstva, so odnosi, ki jih ti keš med tem, ko treniraš, ko padaš, ko dosegaš uspehe. In ta prijateljstva so pa res neprecenljiva. In to je za življenje, da še lahko potem v letih po karieri pokličeš, ne vem, na drug konec sveta in veš, da tista oseba tam ti bo priskočila na pomoč, je res za mene največ vredno. Tako da ne se bati biti dobra, pomagaj soigralkam, ekipi, tismo, ko lahko, ker boš videla, to bo tvoje največje bogatstvo in največji uspeh, ki ne bo trajal samo košarkarsko kariero, ampak celo tvoje življenje. Tako da res ti želim vse dobro, veliko sreče in vsi verjamemo v tebe. Najlepša hvala, Katja Temnik. V Slovenskih Konjicah smo ekstremno ponosni na svoje pretekle in aktualne športnike. Zato je jasno, da se nam je, ko smo omenili Ajšo Sivka, preko videa oglasil tudi legendarni konjiški košarkar Jure Zdovc. Kot prvo, imaš enako ime kot moja nečakinja. Kot drugo, si hči mojega najboljšega igralca na začetku moje trenerske kariere. In kot tretje, si iz Slovenskih Konjic. Torej, samo the sky is the limit. Ko sem videl tvojega očeta na tako imenovanem draftu oziroma izboru najboljših mladih košarkaric na svetu, kako je vse skupaj doživljal, me je res stisnilo pri srcu. Samo ti in tvoja družina veste, koliko truda in odrekanja je bilo potrebno, da si prišla do te točke, kjer si sedaj. Nočem te strašiti, ampak najtežje šele prihaja. Naj te težki trenutki samo še bolj motivirajo in te naredijo še boljšo, močnejšo in bolj samozavestno. Sem tvoj največji navijač, zato ti želim predvsem veliko zdravja in brez poškodb, ker vse ostalo že imaš. Srečno! Hvala, Jure Zdovc. Ajša Sivka je posebna košarkarica. Mlada Konjičanka si je z ekipo Beretta Familia Schio v Italiji priigrala pokalno lovoriko. Kot posojena igralka italijanskih pokalnih prvakinj igra v Franciji za klub Tarbes. Sivka je še naprej nepogrešljiva v reprezentancah. Slovensko izbrano vrsto do 20 let je na Evropskem prvenstvu v Litvi osvojila visoko 5. mesto, vidno vlogo pa je odigrala tudi o pomembnih kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo. In spomladi je bila izbrana v prvem krogu WNBA drafta 2025, kot 10. jo je izbrala ekipa Chicago Sky, kar jo postavi kot prvo Slovenko v zgodovini, ki je uspelo priti v prvi krog WNBA. Velik aplavz za Ajšo Sivka, dame in gospodje, bravo. Pa si pogledamo, kako je bilo takrat. With the 10th pick in the 2025 WNBA draft, the Chicago Sky select Ajša Sivka from Slovenia. How special is it for your dad, who helped you become a player as a little girl, be here to watch this tonight? Yeah, I mean, I started playing because of him. He was always my idol, so it really means a lot to me that he's here. So, yeah, I'm just grateful. Thank you so much. Ajša, povej nam še ti, kako je bilo takrat in kakšne občutki so bili takrat in danes, ko je pred tabo tako pestra košarkarska prihodnost? Ja, občutki biti tam na odru, pač to, ne vem, sploh ne moremo pisati, biti tam s temi igralkami, biti poklican na oder, res slišiš svoje ime, v bistvu najprej sploh ne dojameš, da se to dogaja, pa itak vsa čustva pridejo ven, ampak ne, pač res, sam sem vesela, da mi je to uspelo. Kakšna so bila pa pričakovanja pred tem dogodkom? Iskreno, pač šla sem tja, kar pomeni, da nekje na začetku bom bila izbrana, ampak nisem vedela točno kak. Jaz sem pač rekla, da že to, da sem tam, že to, da dobim to priložnost, mi je bilo res pač v čast in v bistvu nisem imela nekih pričakovanj, ampak kak se je izteklo, sem res vesela. Ajša Sivka ima tudi solze sreče, mogoče niste opazili, dajmo še en aplavz za Ajšo.
Bravo. Na oder pa zdaj vabim Urško Grogleger, ki je ekstremno spodbujala Ajšo in njeno košarkarsko pot že v osnovni šoli. Urška ima eno lepo presenečenje, seveda. Urška, kakšni so občutki ob tako velikih uspehih tvoje nekdanje varovanke? Ja, res sem neizmerno ponosna na Ajšo, super Ajša. Tako da sem zelo vesela. Lahko še zdaj kaj drugega povem? Seveda. Evo, jaz sem pripravila en tak kratek govor, zaključne misli za tebe. Evo. Res mi je veliko čas, da lahko spregovorim nekaj besed. Jaz mislim, da lahko danes pa čist z vsem srcem in brez kančka dvoma rečem, da živiš svoje sanje. Čeprav se tvoj oče pred parimi leti še s tem ni strinjal, danes pa mislim, da se ne. To, kar si nekoč sanjala kot majhen otrok, je danes resničnost. Mislim pa, da si to dosegla predvsem s svojim trdim delom, vztrajnostjo, z garanjem, včasih tudi trpljenjem na treningu, za tisto energijo in iskrico, ki jo imaš, ki je nimajo vsi ljudje, in dosegla si nekaj takega, o čemer lahko mnogi le sanjajo. To, kar je uspelo tebi, ni uspelo še nobeni košarkarici v Sloveniji. Bila si izbrana kot prva Slovenka v prvem krogu v najmočnejšo ligo na svetu, v žensko NBA, tako da tudi tam so prepoznali vse te tvoje lastnosti, kvalitete, ki so jih že prej tudi cenili trenerji iz slovenskih konic, pa iz slovenskih dvoran in iz Evrope. Vem, da pot ni bila enostavna in lahka, da si se marsičesa morala odreči, tudi brezskrbnega otroštva, ki ga živijo tvoji vrstniki. Sprejemala si težke odločitve, premagovala izzive, ovire, ampak si vse to zmogla, daleč stran od doma. Veliko pomoč so ti tudi starši in družina, ki te res podpirajo pri tvojih vzponih in padcih. Zelo sem vesela, da tudi v vsakem izzivu najdeš nekaj pozitivnega, da rasteš s temi izzivi, da rataš močnejša in še boljša. Prepričana sem, da z tem svojim trdim delom, z odrekanji, z vztrajnostjo in neomajno voljo boš dosegla še marsikaj. In mislim, da boš ostala zvesta tem svojim vrednotam tudi v Ameriki. Zato ti želim, da res še naprej rasteš, premikaš meje in poletiš visoko, celo do neba, ker tam ni nič nemogoče. Ajša, želim ti, da na tej svoji novi poti ostaneš takšna, kot si, da igraš košarko s srcem, da spoštuješ igro in da ustvariš tisto, kar si želela. Ajša, srečno in zavedaj se, da vse to, kar se dogaja, je tako kratko in minljivo. Zato ti želim, da ostaneš pozitivna, skromna, da si usmerjena k svojemu cilju in da uživaš v vsakem trenutku. Ajša, srečno, pa pokaži, kakšno košarka se igra v Konicah. Tako, zdaj pa na oder vabim še Sebastjana Turnška, direktorja podjetja GMI Gradnje Marguč, predstavnika generalnega pokrovitelja, ki bo Ajši predal bon. In pa seveda za Urško Grogleger, za njen nesebičen razvoj ženske košarke v Slovenskih Konicah, tudi ena malenkost. Najlepša hvala. Ajša Sivka je naša vrhunska košarkarica, ampak imamo pa seveda še eno presenečenje. Tule pred odrom ste ga lahko že videli. In sicer dres, v katerem je Ajša igrala na zadnji reprezentančni tekmi Slovenija-Srbija, ki ga je izdražilo podjetje GMI Gradnje Marguč, z namenom, da se bo v prihodnosti namenil za dražbo za mlade športne upe, iz katerih Lions Club Konice namenja športne štipendije za mlade perspektivne športnike.
Zapomnite si ta trenutek, ziher vas bo kdo vprašal, kje ste bili julija 2025, ko je bila Ajša Sivka tukaj pri nas v starem trgu v Slovenskih Konjicah. O njej bomo definitivno govorili še vsaj nekaj desetletij. Spodbudno zdaj Ajšo popeljemo na njeno nadaljno košarkarsko pot tako, da zdaj vsi vstanemo in si privoščimo na vsa pljuča vzklikniti Sky is the limit! 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 Bravo, Ajša! Samo ne boje me, Ajša. Mi vsi tukaj verjamemo vate. Avgusta, torej čez par dni, sledi prestop v nov evropski klub in sicer Juventud Badalona v Španiji, kjer bo Ajša nadaljevala svojo profesionalno kariero. Najlepša hvala vsem, ki ste si vzeli čas in prišli pozdraviti Ajšo. Hvala tudi pokroviteljem, ki so omogočili današnji dogodek, generalni pokrovitelj GMI Gradnje Margovč, stebrni pokrovitelj Senčila Senica. K dogodku so seveda pristopili tudi občina Slovenske Konjice, Zavod za šport Slovenske Konjice, podjetje Isokon, za medijsko podporo pa Novice in Radio Rogla. Velik hvala tudi organizacijskemu odboru, tukaj so Miha in Tadej Slapnik, Sandi Margovč, Silva Višič in Rado Sodin. Slovenske Konjice, hvala lepa. Ajša, hvala, ker lahko govorimo o vrhunskih dosežkih mladih športnikov in ti prihajajo iz naših krajev in pa seveda hvala vsem, ki ste bili tukaj. Zdaj pa je čas, da uživate še naprej na današnjih poletnicah, ko vas bo zabaval barni band. Seveda pa se spodobi, da na koncu še Ajša doda nekaj besed. Ja, jaz bi se res pač zahvalila, hvala vsem, ki ste danes prišli sem, to mi res ful veliko pomeni. Se mi zdi, da pač ne glede na to, da že 4 leta igram in živim v tujini, bojo Konjice vedno moj dom. Tu sem nekako začela z vsem, prvi koši, začela sem igrati košarko tukaj, tako da sem res ponosna, odkud prihajam. Pol tudi seveda na moji poti tudi ni bilo vse rožnato, tudi so bili težki momenti, tako da v tistih vem, da so mi pač stali ob strani ljudje, ki mi res veliko pomenijo, moja družina. In seveda vsi ostali, moje soigralke, trenerji in rada bi se zahvalila tudi prvemu klubu, občini, Zavodu za šport, Košarkarski zvezi in pač vsem, ki ste danes tukaj. Ja, to je to. Hvala vam. Slovenske Konjice, hvala, uživajte še naprej.